No, ravno ta knjiga Education Preference, to je publikacija Organizacije za sodelovanje, ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD, ti podatki kažejo, da so naši učenci v povprečju nadpovprečni, povprečna večina naših učencev je nadpovprečna. Vendar pa izbijata pa dve skrajnosti. Nikakor se ne uspemo približati vrhunskim dosežkom. Če poenostavno povem, Finci imajo, ali pa Novozelandci, ali pa Avstralci imajo več otrok, ki dosegajo vrhunske dosežke. To pomeni, da se z nadarjenimi znajo bolje ukvarjati kot mi. Kljub temu, da imamo koncept nadarjenih učencev v uporabi, bi pričakovali, torej ob tem bi pričakovali več takih učencev. Drug problem so deprivilegirane skupine, učenci iz manj spodbudnih okolij, to naj bodo cele regije, pa naj bodo migranti. Prav posebej je poudarjeno tudi v tej publikaciji, da nekako ne znamo poskrbeti za te učence. Torej, v povprečju smo nad povprečjem, nad državami OECD in pridruženimi državami, medtem ko pa v teh skrajnostih pa ne. Pa vendarle vemo, da je Evropa se zadala, da boj proti revščini ne bi bil leta 2010 pomemben dejavnik in temu bi morali slediti tudi mi. In hkrati vemo tudi, da vrhunski dosežki učencev in dijakov potem so garant za neko boljše gospodarsko stanje tudi, kar bi morali biti krokodilov izhod iz krize. Mi predlagamo, da bi ob tem, kar smo že naredili v preteklem mandatu za otroke, to je brezplačen vrtec za drugega otroka, brezplačne sposoje učbenikov za osnovnošolce, brezplačni topli obrok za srednješolce, vzgojni načrt, ki pomeni manj nasilja v šolah, posodobljeni učni načrti za osnovno šolo in gimnazijo, ter novi programi za poklicno izobraževanje, da ob tem država sledi tudi drugim našim predlogom. Ta hip je v splošnem razpravi, ki traja zgolj 8 dni, predlog pravilnikov o upravljanju učeniških skladov, ki se vzdržijo rešitve brezplačnost učbenikov za vse učence v osnovni šoli. 4. člen predloga določa le, da bo minister povrnil s posojilnino, če bo v proračunu dovolj denarja. Zdaj je treba se odločiti, zakaj je v tej državi dovolj denarja. Pri tem je treba poudariti, da je Slovenija majhno tržišče z nizkimi nakladami, ki so toliko dražje, koliko več odloč se pojavlja z učbenikom za isto populacijo. Mi predlagamo, da se ohrani pravico do brezplačne sposoje učbenikov za vse učence in s tem zagotavlja tudi ustavno pravico do brezplačnega obveznega šolanja. Predlagamo širiti pravico tudi na srednje šole postopoma, letnik za letnikom. To ne pomeni povečanje sredstev za proračun, kajti število učencev v osnovni šoli nenehno pada, dokler se bodo ti učenci, ki so se začeli rojeti in pod 2004 upisali, bo strošek padal. To pomeni torej, da se lahko to privoščimo širjenje te pravice. Slovenija še vedno ne izvaja intenzivnih tečajev za migrante, čeprav je bil v prejšnjem mandatu že narejen ves projekt, kako bi to izvedli in je tudi zakonska podlaga za to, zato predlagamo, da se nemudoma s tem začne. Potem predlagamo, da v vsaki šoli financiramo dodatne ure za dodatni pouk matematike, slovenščine na razstoj, in to predvsem od 1. do 6. razreda. To ni obremenitev za učence, ker se vključuje prostovoljno. Dodatne ure, ki bi sistemizirane na šolo, pa pomenijo tudi možnost dodatne zaposlitev za učitelje, ki bi sicer te zaposlitve bodo sicer učitelji izgubljati s pričo manjšega števila otrok. To pomeni, ko vlagamo v nadarjene, vlagamo tudi v delovna mesta naše najštevilčnejše intelektualne elite, to so učitelji. V mandatu bivše vlade je popolnoma pripravljen tudi projekt zgodnjega uvajanja tujih jezikov, to je v vrtce in prve tretje osnovne šole. Nažalost je ta projekt popolnoma zastal, ne vidimo razvoja tega, menimo pa, da bi bilo to nujno potrebno. Predmetnik kaže, da bi bilo možno v 9. razredu nekaj več športnih dni in tehničkih dni uvesti, to je možno,
zato učenci ne bodo prav nič več v šoli, kajti obstaja razlika med šolskim koledarjem in pa predmetnikom pouka. Po predmetniku je 32 tednov pouka, koledar dopušča do 15. junija pouk, kar pomeni, da je še prostor za te tehniške in pa športne dneve. Tukaj, glede športa, lahko rečemo, da gre za zagotavljanje pravice otrok do zdravja. In pa želimo si, da bi država finančno podprla medpredmetno povezovanje, celostni pristop v gimnaziji in s tem izboljševali zdravstvene možnosti dijakov, s tem pa bi tudi ohranila delovna mesta učiteljev v gimnazijah in pa ostalih srednjih šolah. Ter da država krepko razmisli o pozitivni diskriminaciji deprivilegiranih območij, kot je denimo Prekmurje, pa še kakšno, in da tem območjem nameni več denarja. To pa pomeni več denarja za ure interesnih dejavnosti, za ure izbirnih predmetov v Ljubljani, središčih in razvitih delih Slovenije starši. Še po pouku vodijo otroke na razne dejavnosti, tam, kjer so starši manj izobraženi, kjer imajo manj denarja, tega ne morejo. Zato mora to storiti namesto njih država. Velike razlike, ki se kažejo v znanju otrok med regijami, nas morajo skrbeti in bi morali narediti vse, da se odpravijo. In pa še iz te publikacije, ki sem jo danes predstavila, jasno izhaja, da otroci, ki se rodijo v družinah, kjer so starši izobraženi, kjer imajo dovolj denarja, otroci, ki govorijo isti jezik v šoli kot doma, imajo bistveno več možnosti za uspeh v svojem osebni karieri, poklicni karieri in s tem, seveda, če izgubljamo te otroke, izgubljamo narodni potencial, zato mora država te otroke absolutno podpreti tam, kjer jih lahko starši ne morejo.